Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dobro večer, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je ponedeljek, smo v drugem velikonočnem tednu. V tem času, ki je namenjen utrjevanju naše vere v Jezusovo vstajenje, v poglabljanje, razumevanje, kaj to pomeni za nas, za naše vsakdanje življenje, za naš odnos do naših bratov in sester, za naš odnos do Boga, za naš odnos do našega lastnega življenja. Kaj to pomeni, da, kot pravi sveti Pavel, da ostali Kristus več ne umre, da nad njim smrt več ne gospoduje, kje in kako ima to vpliv na naše življenje, kako naj bi mi živeli zaradi te vere, zaradi tega zavedanja. Pripravimo na začetku te svete maše svoje srca, priznajmo in obžalujmo, da smo krhki, velikokrat pozabljivi, da nam ne uspe vedno živeti v tej veri, da nam ne uspe vedno ravnati iz globine tega zavedanja. Zaupajmo sami sebe in drugega Božjemu usmiljenju, da bomo pripravljeni obhajali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Vsemogočni Bog, smemo ti reči, Oče, pomnoži v naših srcih zavest, da smo tvoji posinovljeni otroci, in daj nam prijeti obljubljeno dediščino. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prvo berilo je iz apostolskih del. Tiste dni so Petra in Janeza izpustili in prišla sta k svojim ter jima povedala vse, kaj so jima rekli veliki duhovniki in starešine. Ko so ti slišali to, so kakor iz ene duše povzdignili glas k Bogu in govorili: Gospod, ti si ustvaril nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih. V Svetem Duhu si govoril po ustih našega očeta Davida, svojega služabnika. Zakaj hromijo narodi in si ljudstva izmišljajo prazne reči? Kralji zemlje se vzdigujejo in knezi se skupaj zaratujejo zoper Gospoda in zoper njegovega maziljenca. Resnično so se zbrali v tem mestu zoper tvojega služabnika Jezusa, ki si ga mazilil, Herod in Poncij Pilat s pogani in izraelskim ljudstvom, da so izvršili, kar je že naprej določila tvoja roka in tvoj sklep. Zdaj, Gospod, glej njihove grožnje in daj svojim služabnikom, da bodo z vso srčnostjo oznanjali tvojo besedo. Zato iztegni roko za ozdravljenje in naj se godijo znamenje in čudeži v imenu tvojega služabnika Jezusa. Ko so odmolili, se je potresel kraj, kjer so bili zbrani, in napolnjeni so bili vsi s Svetim Duhom in so srčno oznanjali Božjo besedo. To je Božja beseda. Bogu hvala. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Zakaj hromijo narodi
in si ljudstva izmišljajo prazne reči, knezi zemlje se vzdigujejo, kralji zemlje se vzdigujejo in knezi se zarotujejo zoper Božjega maziljenca. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Bog, ki prebiva v nebesih, se smeje. Gospod se jim posmehuje. Potem jim spregovori v svoji jezi in v svojem srdu jih prestraši. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Oznanil bom Gospodov sklep. Gospod mi je rekel, moj sin si ti, danes sem te rodil. Zahtevaj od mene in dam ti narode v dediščino in meje zemlje v svojo lastnino. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govori Gospod, poznam svoje ovce in one poznajo mene. Aleluja. Gospod z vami In svojim duhom. iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Med farizeji je bil mož Nikodem po imenu, judovski prvak. Prišel je k Jezusu po noči in mu rekel, Rabi, vemo, da si od Boga prišel kot učenik, kajti nihče ne more delati teh znamen, ki jih ti delaš, ako ni Bog z njim. Jezus mu je odgovoril, resnično, resnično povem ti, ako se kdo znova ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva. Nikodem mu reče, kako se more človek roditi, ko je star? Mar more v drugi čiti v telo svoje matere in se roditi? Jezus odgovori, resnično, resnično povem ti, ako se kdo ne rodi iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, kar pa je rojeno iz duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel, treba vam je, da se rodite znova. Veter veje, kjer hoče, in njegov glas slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ena misel v današnji Božji besedi, kjer imamo prvi pogovor, prvi dialog iz Janezovega evangelija. Slišimo, da Nikodem, ki se potem v Janezovem evangeliju pojavi še dvakrat, enkrat, ko Jezusa brani, v času, ko farizeji in veliki zbor sklepajo, da bodo Jezusa ubili. Takrat Nikodem skuša še odgovarjati in Jezusa braniti in potem srečamo Nikodema še na koncu, kako se pridruži Jožefu iz Arimateje in skupaj Jezusa potem pokopljeta. Nikodem, torej farizej, nekdo, ki si iskreno želi izpolnjevati Božjo voljo in se trudi, da bi jo izpolnjeval s tem, ko izpolnjuje postavo. Trudi se živeti po postavi. Ta Nikodem, kakor mladenič v Matejevem evangeliju, pride k Jezusu, ne da bi mu v resnici postavil vprašanje, in vendar nekako je čutiti, je slutiti, da tudi Nikodem sam prepoznava, da izpolnjevanje postave ni dovolj, da še nekaj manjka. In ne glede na to, da ne postavi vprašanja, lahko prepoznamo v Nikodemu to željo, kaj moram storiti, da pridem v nebeško kraljestvo. In Jezus, kot da zasluti to Nikodemovo vprašanje, dejansko odgovarja. Če se kdo znova ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva. Janezov evangelij je poln dvoumij. V vsakem dialogu, v vsakem pogovoru, tudi kasneje potem s Samarjanko, s Filipom, z Andrejem, pa še kasneje potem z učenci. Ves čas imamo opravka z dvoumi. In tudi tukaj gre za dvoumje, namreč v grščini ista beseda lahko pomeni znova ali pa od zgoraj. In vidimo Jezusa, ki vstopi v to dvoumje in v razčiščevanje tega dvoumja z Nikodemom.
Ko pravi Jezus, resnično povem ti, ako se kdo znova ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva, ta znova pomeni enako tudi od zgoraj. Jezus skuša Nikodemu razložiti, da je rojstvo, ki mu lahko rečemo rojstvo od spodaj, ki je telesno rojstvo, v katerem smo ljudje na nek način podobni ali pa ki ga imamo skupnega z vsemi živimi biti, z živalmi, z rastlinami, vsi se rodimo. Človek se ne more roditi sam, ne more samega sebe roditi, potrebuje nekoga, ki ga rodi. To velja tudi za naše telesno rojstvo in prej, ko sprejmemo to, da smo rojeni, da nas je nekdo rodil in da iz tega izhaja tudi na nek način naša istovetnost, prej lahko v resnici potem tudi začnemo živeti. In to, kar velja za življenje od spodaj, velja tudi za rojstvo od zgoraj, o katerem Jezus razlaga Nikodemu. In ko Nikodem vpraša, kako se mora človek roditi, ko je star, ali mora v drugi čiti v telo svoje matere in se roditi. Na to mu skuša Jezus odgovoriti. Ne gre za to, da bi se moral človek ponovno roditi iz matere. Pač, ko je človek star, lahko kvečemu umre. Gre za rojstvo, ki je drugačno rojstvo, rojstvo od zgoraj. Rojstvo, ki pomeni predvsem to, da lahko prepoznamo in sprejmemo, da smo ljubljeni od Boga Očeta. Da je On tisti, ki nas rojeva za to, da smo v resnici Božji otroci. Da bi spoznali svoje duhovno bistvo, svojo duhovno resničnost. Tako kot Jezus živi iz tega, iz zavesti, da je ljubljen in iz tega črpa moč za služenje bratom in sestram, tako smo tudi mi povabljeni, da odpremo oči in da se zavemo, podobno kot se mora zavedati tudi Nikodem, da svojega bistva ne moremo odkriti s tem, da v polnosti izpolnjujemo samo predpise, postav, ampak da šele takrat, ko sprejmemo, da smo rojeni od Boga Očeta, da smo njegovi otroci, da nam On sam po svojem sinu daje svojega duha, s pomočjo in z močjo katerega lahko v resnici uresničujemo to, kar naj bi uresničeval človek. Šele takrat smo pripravljeni, da lahko začnemo v polnosti živeti. Ljudje smo ustvarjeni za ljubezen, smo v tem smislu ustvarjeni po Božji podobi, ampak ne moremo ljubiti, če se ne zavemo, če ne sprejmemo, da smo najprej mi tisti, ki smo ljubljeni. Jezus nas želi upozoriti predvsem na to, da smo ljubljeni, da bi lahko z enako ljubezni, kot smo ljubljeni, ljubili tudi mi naprej. In v tem na nek način že uresničevali to, kar smo, svoje bistvo Božjih otrok. Da bi se nam to sporočilo, ki ga Jezus razkriva Nikodemu, da bi se tudi nas dotaknili v tem velikonočnem času, da bi skušali vedno bolj razumeti, kaj pomeni to biti rojen od zgoraj, kaj pomeni sprejeti to, da me Bog ljubi, kaj pomeni v moči te ljubezni tudi sami skušati živeti, dosegati, prepoznavati polnost, prepoznavati veselje, ki je tisto, ki ga Jezus želi prenesti tudi nam, ki je tisto, ki na nek način daje Jezusu moč, da živi v polnosti in ki nam ga Jezus, kot rečeno, ki ga Jezus želi deliti tudi z nami, da bi bilo tudi naše življenje podobno njegovemu in da bi bilo njegovo veselje v polnosti tudi v nas. Drage sestre in bratje, judovski prvak Nikodem je prišel po noči k Jezusu in se dal poučiti o Božjem kraljestvu. Da bi bili tudi mi polni spoznanja, se z zaupanjem obrnimo na nebeškega Očeta. In prosimo za Nikodeme današnjega časa. Gospod, odpri jim srca,
da bodo sprejeli Kristusovo blagovest in jo na to oznanjali. Prosimo te, usliši nas. Za vse, ki si jih v cerkvi postavil za pastirje in učitelje, naj nas zvesti Kristusovemu nauku vodijo v zveličanju. Prosimo te, usliši nas. Za vse krščane, ki smo bili prerojeni z vodo in svetim duhom, naj po zakramentu svete pokore vedno znova ustajamo v novo življenje. Prosimo te, usliši nas. Za bolne in trpeče, naj bodo potrpežljivi v bolezni in trpljenju in ga združeni s Kristusom darujejo za odrešenje sveta. Prosimo te, usliši nas. Za preizkušene, naj v vseh okoliščinah ohranijo spoštovanje do lastnega in tujega življenja. Prosimo te, usliši nas. Prosimo tudi po papeževem namenu, da bi vsi, ki so podvrženi zasvojenosti, našli pomoč in podporo. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, ponižno te prosimo, usliši prošnje, ki ti jih polagamo na oltar. Ohrani nas v svoji ljubezni in nam pomagaj, da ti bomo ostali zvesti po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Hvala Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Posebnosti te vore in te remlje, naj postanem deležni Božjega Kristusa, ki posodleže naše človeške narave. Hvala Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Sprejmi nas bližnje skesane, Gospod, in ti vlada danes naš tret. Vzmi, Gospod, moje krilo in očisti me mojih grehov. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno večerno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, sprejmi darove cerkve, ki vesela praznuje velikonočne skrivnosti. Ti si vir našega tolikšnega veselja, naj pridemo k tebi v večno radost. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. O Bog, zahvaljujemo se ti, ker si ti Bog vseh živih in si tudi nam podaril življenje, ter hočeš, da bi bili večno srečni. Kot prvega si med nami od mrtvih obudil Jezusa Kristusa in mu dal novo življenje. Tudi nam si obljubil življenje brez konca, brez nadlog in brez žalosti. Dobri Oče, tega se veselimo, za vse to se ti zahvaljujemo. Slavimo te skupaj z vsemi, ki verujejo v tebe, skupaj z angeli in svetniki in ti kličemo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Gospod Bog, zares si svet in dober do nas vseh. Vsem ljudem deliš svoje dobrote. Zahvaljujemo se ti predvsem za Jezusa Kristusa, tvojega Sina. Prinesel nam je veselo vest o večnem življenju pri tebi v slavi. Pokazal nam je tudi pot, ki pelje v življenje. To je pot ljubezni, po kateri je on prvi hodil pred nami. Sedaj nas je Jezus zbral okoli iste mize in želi, da bi tudi mi storili to, kar je on storil pri zadnji večerji. Predobri Oče, po svojem duhu posveti te darove kruha in vina, da se spremenijo v telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Tisti večer, preden je za nas dal svoje življenje in zadnjikrat sedel pri mizi s svojimi učenci, je vzel v roke kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, zato smo sedaj zbrani tu pred teboj, da se veseli spominjamo vsega, kar je storil Jezus, da bi nas odrešil. S to sveto daritvijo, ki jo je sam izročil svoji cerkvi, se spominjamo njegove smrti in vstajenja. Nebeški Oče, prosimo te, sprejmi tudi nas skupaj s svojim ljubljenim sinom. Prostovoljno je šel za nas v smrt, ti pa si ga obudil od mrtvih. Jezus sedaj živi pri tebi in vendar je vedno tudi med nami. Ob koncu sveta pa bo prišel v slavi in v njegovem kraljestvu ne bo nihče več trpel, nihče več jokal in nihče ne bo več žalosten. Sveti Oče, vabiš nas, naj iz te mize v veselju Svetega Duha prejmemo Kristusovo telo in kri. Naj nam ta sveti kruh in sveta pijača podelita moč, da bomo vedno bolj dobri in ljubeči tvoji otroci. Gospod Bog, pomagaj našemu papežu Frančišku, našemu škofu Stanislavu in vsem škofom. Naj bodo srca kristjanov polna velikonočnega veselja, da bomo to veselje delili vsem tistim, ki so žalostni. Vsem nam daj, da bomo nekoč živeli s Kristusom v nebesih in bomo z njim, z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom in vsemi svetimi, zmeraj pri tebi. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kot nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in ne vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospod, mir bodi vedno s vami. In s tvojim duhom. Tako, stisnimo si roke, objavimo se, podelimo si miru in si s tem zaželimo tudi Božjega miru, znamenje miru in odpuščanja. Jagnje Božje, grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podaj nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in in ozdravljena zdravljena bo bo moja moja duša. duša. Blago povabljeni na Gospodovo gostijo. Dragi Jezus, verujemo, zaupamo, prepričani smo, da si navzoč med nami, v tem najsvetejšem zakramentu. Prosimo te, pridi k nam, vstopi v naše srce, bodi z nami, naj nas tvoj duh napolnjuje, naj nas tvoj duh tolaži, naj nas tvoja prisotnost razveseljuje. Gospod Jezus, hvala za tvojo bližino, hvala za vse znamenja tvoje ljubezni, hvala za vse občutke in doživljanja, da si nam blizu, da si z nami, da nas ne zapuščaš. Hvala za to, ker nas ljubiš, hvala za to, ker nas nikoli ne zapustiš. Oče, usmiljene in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušeni. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov. Raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, Prosi za nas. sveti Rok zavetnik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. vsi božji svetniki in svetnice. Prosite za nas. Molimo. Usmiljeni Bog, prenovil si nas s svojimi zakramenti. Varuj in vodi nas v življenju, da bomo prišli v slavo vstajenja po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami, In s tvojim duhom. naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Jaz vam želim lep večer, ostanite v Božjem miru. Bogu hvala.